Dobrodošli na današnjem pogovornem večeru. Danes se zbiramo z namenom, da odpremo prostor za poglobljen razmislek o dragocenosti življenja, o tem, kar nas kot ljudi povezuje, navdihuje in hkrati postavlja pred najtežja vprašanja. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nas vabi k razmisleku o svobodi, dostojanstvu, pa tudi o odgovornosti, ki jo nosimo drug do drugega. Vabim vas, da skupaj raziščemo, kako lahko kot družba ohranimo sočutje, zaščitimo ranljive in obenem spoštujemo človekovo voljo. V trenutkih, ko razmišljamo o življenju in smrti, se spomnim besed iz prve Samuelove knjige. Gospod daje življenje in ga jemlje, vodi v grob in iz njega vrača. Te besede nas vabijo k ponižnosti in zaupanju, zavedanju, da življenje ni zgolj biološki proces, temveč skrivnosten dar, ki presega naš nadzor. Ko razpravljamo o najtežjih vprašanjih, kot je pomoč pri končanju življenja, naj nas vodi spoštovanje do svetosti življenja, sočutje do trpečega in modrost, ki išče ravnotežje med svobodo in odgovornostjo. Naj bo ta misel povabilo k tišini, razmisleku in odprtosti za različne poglede v veri, ki daje življenje več kot trenutek, več kot odločitev. Je vez, ki nas povezuje z večnostjo. Danes sta naša gosta dva izjemna strokovnjaka, gospod dr. Bernardo Spacapan, psihiater, in dr. Federico Potočnik, infektolog. Naj vam ob tej priložnosti predstavim nekaj utrinkov iz njunega življenja. Dr. Bernardo Spacapan je priznani psihiater, kulturni delavec in dolgoletni aktivist slovenske skupnosti v Italiji. Rojen v Argentini. Je svojo poklicno pot posvetil zdravju, odvisnosti in duševnemu zdravju, pri čemer deluje tako v Italiji kot v Sloveniji. Po upokojitvi kot primarij oddelka za odvisnost v Gorici še naprej vodi terapevtske skupine v Novi Gorici. Njegovo delo prepleta znanstveno strokovnost, človeško toplino in globoko predanost skupnosti. Dr. Federico Potočnik je slovenski zdravnik, specialist infektologije, javni komentator in nekdanji politični aktivist, tudi rojen v Argentini. Znano ime v slovenskem zdravstvenem prostoru, ki se pogosto oglaša o aktualnih družbenih in zdravstvenih vprašanjih. Zdravnik, specialist infektologije v Splošni bolnišnici Celje. Ukvarja se z zdravljenjem nalezljivih bolezni, komentira razmere v slovenskem zdravstvu, zlasti v času epidemij in sistemskih kriz. Več o svojem delu in razmišljanju bosta delila z nami osebno. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja odpira eno najglobljih razprav o človekovi avtonomiji, dostojanstvu in etiki. Čeprav zakon obljublja pravico do izbire v najtežjih trenutkih življenja, se ob njem porajajo številna vprašanja, ki segajo v srž naše družbene in moralne zavesti. Avtonomija posameznika, pravica ali pritisk, to je prvo vprašanje. Zakon temelji na svobodi odločanja, a kritiki opozarjajo, da se lahko posameznik znajde pod subtilnim pritiskom družbe, zdravstvenega sistema ali celo družbe, ki ne zna več ceniti ranljivost. Kaj mislite? Kdo bo prvi? Samo, ker sem starejši, ne? Ja, zdaj bom govoril, morda ne samo odgovoril samo na to vprašanje, ampak jaz bi glede tega rekel tako, torej v tem zakonu, ne samo v Sloveniji, po celem svetu je psihiater vedno v ekipi, ki odloča o tem, če bo človeku dana možnost za evtanazijo ali druge oblike
V Italiji obstaja tudi zdravniško asistirani suicid kot možnost. Kako psihiater odloča? Torej, tukaj gre za tako zvano zmožnost odločanja, razmišljanja in odločanja. Torej, zmožnost razmišljanja je, to bi bilo ohranitev kognitivnih zmožnosti, rečeno drugačen način, je relativno kodificirano v psihiatriji, kako mi lahko določimo, če ta gospod razmišlja dovolj, je ohranjen, da lahko razume, zakaj gre. Tukaj so psihološki testi, tukaj je pregled, tukaj je anamneza, so tudi nevroradiološki. Veliko bolj komplicirano je pa, ko gremo govoriti o odločanju. Tukaj so pa drugi faktori, predvsem ni neke kodificiranega načina, da bi mi razumeli, če ta človek odloča umirjeno, po nekih logičnih principih ali je v to zadevo prisiljen. Tukaj bi postavil nekaj zgledov, ne bom preveč dolg. Recimo, psihiatrični pacient, ki ima depresijo, hudo depresijo, meni v moji kar dolgi psihiatrični karieri so neštetokrat pacienti rekli, da hočejo umreti, da to ni več življenje, da z te depresije se ne bojo nikdar ven zvlekli, da pa mu rečeš, ma si že imel v prejšnjih časih kakšno depresijo, pa si, ne, tokrat je slabše, tukaj ne more. Dobro, potem, hvala Bogu, obstajajo zdravila in pacient se počasi zvleče ven iz te svoje depresije, pa ga potem vprašaš, pa si zadovoljen, da smo še tukaj, da govori, ja, še kako, sem zadovoljen. To se pravi, v psihiatriji, kot pri vseh drugih boleznih, so take stanja zelo huda, ki se potem izboljšajo, pri kroničnih boleznih žal se potem spet pojavijo. En drugi aspekt, ki bi ga poudaril, je recimo, dandanes je zelo aktualna Alzheimerja bolezen, in kakšen pacient se reče, ja, tukaj bom vedno slabši, vedno bolj bom težil mojim najbližjim, kaj ni boljše, da umrem. Tudi tukaj, prav v zadnjih letih, prihajajo na dan nova zdravila, ki sicer so še v eni eksperimentalni fazi, ampak upajmo, da bojo v prihodnjih letih uspešna in da bodo tem pacientom, zlasti tistim, ki so v tej začetni fazi bolezni, pomagali. Bi samo še en stavek, problematika, ki zelo vpliva pri odločanju, caregiver, to se pravi skrbnik, tisti, ki pomaga kroničnemu pacientu, Alzheimerju, Parkinsonu, pa tudi druge bolezni. To je ena zelo težka situacija za pacienta in za tega, ki za njega skrbi. Tukaj so leta in leta odnosov, ki so morda bazirani na neki veliki ljubezni tudi, ampak s časom pride tudi do žal, in je to razumljivo, tako da na nek način pacient se čuti, da je preveč, da je odveč, in bi moramo tukaj zelo dosti vplivati tudi s psihološkim pristopom, zato, da ti skrbniki imajo primerno podporo, ne samo finančno, tudi psihološko. Bom začel z enim dodatkom. V zakonu izrecno piše, da če gre za duševne bolezni, takrat ta zakon ne pride v poštev. To je tudi en od argumentov podpornikov zakona, da ta zakon za nekoga z depresijo pa ne bo veljal. Vsak tak zakon se je tako začel. Vsak zakon se je začel tako nekaj malega, in potem se je pa še bolj izrodil. In tega je lahko človeka strah, tistega, ki vsaj to minimalno podpre. Si mislim, da smo tukaj taki, ki podobno mislimo, tako si upam tudi
odprto govoriti. Najprej jaz moram reči, da z mojega osebnega vidika je to moralno sprevržen zakon. To je stvar, ki jo z dna duše ne moram predelati, kaj šele podpreti. To se pravi, to je tako bistvo človeka zadane, da to je tako daleč stran od nekih mojih normalnih vrednot, ampak razumem pa, da ne deli vsi mojih vrednot. Tako da poskušam razumeti tudi tistega, ki misli drugače. Zdaj, iz profesionalnega vidika se mi zdi pa nesprejemljiv. Ta zakon vsaj 100-krat omenja zdravnike, mi pa nočemo imeti nič s tem. Pustite me na miru. In ta zakon, ko ga greste brati, zelo grdo ravna do nas, tudi takrat, ko moraš neko mnenje dati, če neka komisija v Ljubljani, ki jo imenuje predsednica ali pa predsednik države, tako da se predstavljate, kakšna komisija bo, če oni odločajo, da pa pacient lahko, čeprav ti kot lečiči zdravnik rečeš, da ne, stvar gre še vedno skozi. Skratka, tukaj moj nasvet ali pa moj problem pri tistih, ki ta zakon podpirajo ali pa se jim zdi, da ima nekaj dobrih elementov, ta odločanje o sebi, o čemer lahko potem govorimo. Ta zakon je toliko slab, da tudi za tiste, ki ta zakon podpirajo, ne more biti sprejemljiv. In jaz mislim, da je velik del našega angažmaja ne samo v tem, da druge prepričamo v naše moralne vrednote, ne rabi jih imeti. Mogoče nekdo pač nobenih vrednot nima in ne rabi tega razlagati, zakaj ima takšne vrednote ali pa zakaj si tako razmišlja. Lahko pa sprejme argument, in to je v bistvu vprašanje, da bodo zlorabe. Reči, da zlorab ne bo, to vam je jasno, da tega ne bo, ker odpira eno temeljno vprašanje naše družbe, kar naenkrat je smrt možnost. Kar naenkrat je, prej se mi ni bilo treba odločati, a bom jutri vstal ali ne bom vstal, pač načeloma, če bo vse po sreči, se bom zbudil jutri. Ampak zdaj pa kar naenkrat, kaj pa če se ne bi? In to se začne v človeku dogajati, to bo tukaj kolega veliko boljš od mene vedel, ampak človeku se začne dogajati, kar naenkrat je neko vprašanje, a sem jaz odveč? Sem komu odveč? En filmček smo gledali, kratek, eno gospod so vprašanje, da že zdaj se mi zdi, da sem odveč s tem zakonom, še bolj odveč. In tudi, če je kakšen pozitiven učinek tega zakona, ga ta sama izjava izniči. In roko na srce, jaz mislim, da je neka pozitivna stvar tega zakona. Jaz sem krščanski demokrat, seveda, v Novi Sloveniji, ampak sem pa bolj liberalno razmišljajoč v smislu ekonomije, ne v tem svoboda, tam niso liberalci, tam so čisto skrajni levičarji, ampak liberalno v smislu, da je Madonna, če pa nekdo hoče s svojim življenjem razpolagati, recimo v Argentini, odkudar oba prihaja, je predsednik, ki je na začetku svoje kampanje rekel čisti libertarc, on je za skrajno svobodo, ta pravo svobodo. On je rekel, če kdo hoče svojo ledvico prodati, naj proda, se je njegova. To se nam zdi čudno, ampak razpolagaš s tem, kar je tvoj. In isti odnos do življenja, tvoje življenje, če hočeš končati, končaj. Kdo sem jaz, da bom vplival na vaš odločitev? Tako kot jaz verjamem, da nimam pravice, mislim, isto vprašanje kot do splava. Odločanje o telesu otroka razvijajočega me se zdi nesprejemljivo. In torej moje odločanje o tem, ali boste vi nadaljevali končani svoje življenje, poleg verskega, če umaknemo naš verskega, recimo drugi, ki niso verni, pa to ne verjamejo, kdo sem pa jaz, da bom rekel, ali smeš živeti ali ne smeš živeti. To se pravi, in priznavam, da je tukaj neka, če jaz se hočem samo sebe odločati, ima smisel. Ampak za tistega, ki misli o tem argumentu, možnosti zlorabe so takšne, da kakršnakoli svoboda, ki jo s tem dobiš, ti jo te zlorabe uničijo. Mislim, da že zaradi tega je ta zakon samo za črtati, pa niti ne na novo napisati, samo pozabiti. Tudi če nekdo reče, recimo, da nekdo hudo zboli in bi izpostavil to, da navadno starejši človek tudi reče, no, zdaj bom pa nekomu v breme. Ali pa reče, se mi zdi, da bolj išče to, da se razbremeni tega, ker če tu artikuliraš, to pomeni, da razbremeniš napeto. Vsej logično, vsak starejši človek ve, da je pač
bo v breme, če bo nekomu, bo potrebno pač zanj poskrbeti, ne? Je logično. Sam včasih tudi tu izustiš, pač rečeš, dejansko pa v sebi tu ne misliš, ne? Bolj rečeš zato, da poveš, da veš, da v bistvu nočeš obremeniti tvojega bližnjega, ne vem, mož ženo ali žena moža ali pa otroka, v sebi pa ne da res misliš, da si želiš umreti. Zdaj, če je pa tak zakon, boš pa mogel že dvakrat pomisliti, ne? Če boš nekaj takega rekel, boš že nakazal, da bo lahko nekdo tu izkoristil ali pa tako, da je tudi v te čisto medosebne odnose je tu neka past, kako boš se izražal in kaj boš rekel, da ne bi mogoče kdo narobe razumel. Samo to, ker ste na to tudi izpostavili, no? Da je skrb za drugega tudi seveda obremenjajoča, pač, če je nekdo močno bolan, sem toliko. Hvala. Ki bi odgovoril, ampak meni se zdi fenomenalno, da si to odprl, ker jaz mislim, da ta zakon, ta možnost ruši ne samo osebne odnose doma, ampak tudi med, sicer manj pomembno, ne, ker to, da ti doma odnose z družini najslabše, ampak tudi odnos med zdravnikom in pacientom. Ta odnos je za nas svet. Meni pacient zaupa stvari, ki jih nikomur drugmu ne zaupa. Se opravičujem, kar cvili. Pacient zaupa meni stvari, ki jih nikomur drugmu ne zaupa. In kar naenkrat, ampak zato, ker verjamem, da mu bom jaz pomagal, to je tudi moja naloga, ne, da pacientu pomagam. Tudi, če se kdaj z njim ne strinjam, ampak če naenkrat sem jaz tisti, ki mu prinesem nekaj, kar bo on pojedel in umrl, pa sem kar naenkrat jaz tisti, ki ne prinašam samo zdravje, prinašam tudi smrt. Jaz nočem tega. Jaz nočem, da je odnos mojega pacienta z mano pogojen s tem, kakšen sem, jaz želim, da ostane to en svet odnos, ki mi ga ta zakon ruši. Kar se odnosov tiče, jaz mislim, da je tudi to ena velika velik grd madež spet, v katerega nas silijo. Ja, star princip pravi, da kompleksni problemi ne morejo imeti enostavnih odgovorov. To se pravi, čisto enostavno reči, kdor hoče ne konča svoje življenje, je preveč enostaven odgovor, da bi bil resničen. Zato, ker, kot pravi kolega, moja svoboda se konča tam, ker se začne svoboda drugih ljudi. Ne moreš reči človeku, ti se drogiraj, to so tvoje stvari, ti igraj na srečo, to so tvoje stvari, ti se samomori, to... Ja ne, vse te situacije pridejo prej ali slej v konflikt ali z mojo družino, ali z mojo družbo, ali z mojim delovnim mestom in tukaj je treba gledati malo bolj kompleksno na te zadeve, ne? Zdravniki so nekako, dobro, obstaja ugovor vesti, to se pravi, tisti zdravnik, ki se s tem noče ukvarjati, se ne bo ukvarjal. Samo kaj je zdaj zelo možen scenarij, ki se bo uveljavil? Nekdo je rekel, da ne bo več medical assisted suicide, ampak bo philosopher assisted suicide. To pravi, da bojo o teh stvarih odločali sociologi, politiki, ne pa neki profesionalci, zato ker bojo pač izvajali ugovor vesti, ker vse zdravniške organizacije so proti temu zakonu. Zapravi, bojo neki posamezniki, ki bojo verjetno sledili, morda, ne vem, kako se bo stvar. Samo v tistem trenutku je, kot pravi on, vsa zdravniška veda na nek način in nehote noter v tej stvari, tudi če noče biti. Zdaj imamo naslednje vprašanje, ko ste tudi že dosti povedali, vloga zdravnika, pomoč ali nasprotje poslanstvu. Zdravniška zbornica opozarja, da zakon uvaja usmrtitev kot zdravstveno storitev, kar je v nasprotju z etiko zdravniškega poklica. Čeprav zakon predvideva ugovor vesti, ostaja vprašanje, ali je ta dovolj zaščiten.
To je ogromno vprašanje in odgovor, vprašanje je kompleksno, odgovor je preprost, to je vseeno eno skrpucalo. Ta zakon je eno skrpucalo tudi pravno, to se pravi, smo moralni vidik, kjer sem proti, ampak tudi pravno je povsod problematično. Skozi mora biti zdravnik zraven, ampak ne samo, da je zraven, lečeči zdravnik, tudi na sekundarnem nivoju. Jaz ne delam v ambulanti družinskega zdravnika, ker sem infektolog, delam v bolnišnici. Če pridem pacient k meni v bolnišnico, jaz ga vidim par dni, dokler se tista okužba ne zaključi, 3, 4, 5 dni, teden, 2. Ta pacient lahko sproži ta postopek tudi pri meni in jaz moram naenkrat voditi postopek za pacienta, ki ga ne poznam. In jaz bom proti. Jaz razmišljam celo, da ne bi dajal ugovora vesti, ker če daš ugovor vesti, te tako izloči z vseh teh postopkov. Piše, da kdor uveljavlja ugovor vesti, ne sme sodelovati nikjer pri tem. To se pravi, preda to nekomu in tisti nekdo, to drug, da mnenje za ali proti. Boljše sodelovati, pa biti vsakič proti. Zdaj sem dal eno idejo, ampak čisto zares. In ta zakon aktivno vse tiste, ki smo proti temu, nas izloča iz sistema. To se pravi, ne kot lečeči zdravnik, ki to moram sprožiti, potem pride nek neutralen zdravnik, ki tudi mora o tem presoditi in potem še psihiater. In potem piše, da končno mnenje ima neka komisija, ki jo določi ministrica. In v tej komisiji sedi 5 ljudi. 2 zdravnika, ki ne smeta imeti ugovora vesti, ena medicinska sestra, ena oseba iz humanističnih študij, je to sociologa, je to neki, in en pravnik. Teh 5 ljudi imajo mandat 6 let. In te je to, kar naenkrat ten politbiro, ki bo zdaj odločal, in če oni odločijo, da ne, kar po moje se nam nikoli zgodili, ti se lahko pretožiš. Če pa oni odločijo, da ja, se pa ne moreš pretožiti. Mislim, pacient lahko ustavi, ampak svojci pa ne. Ni neke tretje osebe predvidene, ki bi bil varuh tukaj neke ustavnosti, ki je konec koncev. Ta zakon je protiustaven. V 17. členu piše, človekovo življenje je nedotakljivo. To je neustaven zakon. Torej, tudi če povozimo vse te stvari, mislim, tukaj smo že našteli 15 stvari, zaradi katerih bi mogel ta zakon pasti. Vloga, ki jo nam dajo, nam zdravnikom, nam spreminja smisel poklica. Ker jaz kateremukoli pacientu imam za ponuditi 10 drugih stvari, ki delujejo. To govori se, mislim, da prvi odstavek, da gre za paciente, kjer je tako trpljenje, ki ga ne more olajšati, ki se njemu zdi, da nima izhoda. Vam lahko citiram, da ne bom lagal, ker ga imam napisan. Torej, gre za paciente, ki doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost olajšanja in ki je po presoji zdravnika posledica hude neozdravljive bolezni ali hude trajne okvare zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne dajo utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Skratka, za pacienta, tudi če mu jaz ponudim nekaj, kar je popolnoma sprejemljivo in se njemu zdi, da to pač ni dost, stvar gre naprej. To se pravi, tukaj pride vse te duševne komponente, ki nam lahko sliko zelo zapacajo. In jih bojo, ker povsod, kjer so to delali, se in kupenih zlorab. V Kanadi, mislim, da 10-12%, ne me za besedo držati, ampak tam manj kot 8 sigurno ne, je donorjev, to se pravi, ko umrejo, pač po teh postopkih, darujejo organe. Zelo lepo, zelo plemenito, ampak če so pa tako neozdravljivo bolni in so ti organi tako bolni, kako je možno, da so dosti zdravi za to, da so presajeni komu drugemu. Skratka, ta stvar se izrodi. In naša vloga ob tem je, ko to gledamo, postajamo del tega, čeprav nočemo. Mislim, 3 zdravniki so podpisani na neki njihovi spletni strani od Srebrne niti, da to podpirajo. Potem en kup drugih ljudi, ki sem zelo vesel, da sem na nasprotni strani kot oni. In razen teh 3 zdravnikov ne vidim drugih. Na tej naši strani je pa cela stala stroka. Ne samo zbornica, pa zdravniki nasploh, ampak mislim, 3-4 organizacije so celo prijavljene, da smo proti zakonu, ampak zdravnike med sabo vsi pogovarjamo, mi nismo za to. Mi lahko ljudem pomagamo. Pravijo, ker ljudje ne rečejo, jaz hočem umreti zato, ker hočem končati življenje. Oni hočejo nekaj trpeti. In oni si to predstavljajo, kot da je to smrt. Ampak se da lajšati na en kup drugih načinov. Obstaja paliativna medicina, to je taka stvar, ki
ki se zdaj vse bolj uveljavlja. Cela veda, glih zanč sem gledal, imajo knjigo takole debelo, se ne hecam, tako za ne par prstov debelo paliativna medicina. Koliko ljudi se s tem ukvarja za lajšanje in potem, da pride nekdo ti pa reče, jaz se ne da več pomagati. Ne, ti ne znaš več pomagati. Zdaj se pa umakni, pa pusti nam, ker smo vsi proti temu zakonu, da pridemo in pomagamo človeku. Ni težko, ampak ko vsi v en glas govorimo in kričimo nekaj, jaz mislim, da teh nekaj sociologov ali takih, ki so bili za tem zakonom, mislim, da je čas, da se oni umaknejo. Tako da, še enkrat, kaj je smiselno govoriti, ker ne bomo prepričanih iz moralnega vidika, ne bomo ljudi prepričali, da imajo isti svetovni nazor kot mi ali pa iste vrednote. In pa lahko povemo, da v tem zakonu bojo, prvo je, da je slabo napisan, ima protiustavne elemente in to je zakon, ki se bo zlorabljal. Zdaj ne eutanaziramo otrok, ampak vsaka država je prišla do tega, da tudi otroci pridejo do tega. Kaj se zgodi, če človek sam, jaz mu dam neke tablete, to poje, pa ne umre. Na Nizozemskem bilo, mislim, da 8 ali 10%, pa malo manj, neka taka številka, več kot 5, je bilo takih, da so bili neuspešni. Pol pa, kaj pa pol narediš? No, pri njih jih eutanazirajo, to se pravi, jih aktivno ubijajo. Pa s tem, da ta stvar je pri njih dovoljena, pri nas to ni dovoljeno. Še. Kaj se zgodi, ko nekdo to vzame, pa ne umre? In to so zdravila, ki bodo povzročile trpljenje, če življenja ne končajo. Skratka, odpira en kup enih zelo, zelo neprijetnih situacij za svojce, ki bojo zraven, za pacienta, za nas. To se pravi, to so argumenti, ki jih lahko povemo drugim. Tudi drugim, ki verjamejo v druge stvari, kot mi. Tudi, če so drugi veroizpovedi, vse vere, ni tako, da se katoliška cerkev mešava, drugi pa ne, vsi so proti. Javno so to povedali. In vsaka fizična oseba lahko pride in pove svoje mnenje, tako kot jaz tukaj sedim, tako kot tisti, ki so se prijavili, tako kot vsak od vas lahko prosto pride in svoje stališče pove, kljub temu, da marsikatera skrajno leva organizacija bo rekel, vi pa bodite tiho, ker ne mislite tako kot mi. Ja, nimam kaj dosti dodajati. Paliativna medicina lahko, tako mi pravijo kolegi, ki se s tem ukvarjajo, vse bolečine ublažijo, če imajo možnost in če pacient sodeluje. Zato je treba uporabiti vse, kar dandanes medicina lahko prispeva. Tukaj pa gremo po neki bližnjici, to se pravi, se na hitro nekaj odločimo, zdaj vsa procedura bo verjetno z leti postala vedno bolj enostavna in bo, kot se dogaja v državah, kjer je eutanazija že uzakonjena, kot je že prej bilo rečeno, se potem te številke neverjetno večajo. In tukaj bi poudaril še ta element, ki ga lahko ljudje, ki so verni, izpostavijo. To se pravi, tudi trpljenje ima nek smisel, ima neko sporočilo, ima, verniki pravimo, da trpim tudi za druge. Hočem reči, so tudi te vsebine, ki jih seveda eden, ki ni veren, ne more razumeti. Jaz se spomnim, ko je papež Janez Pavel II. Umiral, ne vem, če se spomnite, je bil grozno slabi situaciji, ves sključen, ves poln nekih bolečin, pa niti odstopil ni, so rekli, saj odstopi, on je rekel, jaz moje trpljenje ga žrtvujem za to, da bo na svetu boljše. Zdaj, to so take vsebine, ki jih ne more vsak razumeti. Ja, hvala za besedo. Ja, jaz sem ravno danes govoril se z eno gospo mojih let in tudi, da bo volila za ta zakon, da itak, kad rataš star, da pol se rešiš čim prej. Ma sem rekel, saj imaš paliativno skrbo, saj to. Ja, ma veš, v naši državi je to tako, saj itak niti do zdravstva ne prideš, kaj pa šele do paliativne oskrbe. In to se mi zdi, da pri nas je ta moment stiska ljudi zelo prisoten. In mislim, da je nevarno, da se odločajo za ta zakon tudi iz stiska današnjega časa, ker vidijo,
da ta naša vlada, kako deluje, da vidijo, da nimajo možnosti niti zdravstva, kaj šele paliativne oskrbe. In verjetno bi bilo na kakšen način pomagati tem ljudem ali povedati, naj poskrbijo, da pride do nekih odločevalcev države takih, da bodo poskrbeli, da bo tudi zdravstvo drugačno in vse možnosti naprej, ne da je edina možnost smrt. Če lahko to na kratko pokomentira, se popolnoma strinjam. V tem zakonu piše, kako dobiš psihiatra v nekaj dneh, to se pravi, mi v Sloveniji čakamo od pol leta lahko do 1 leta na psihiatra, ampak če hočeš umreti, ga dobiš pa v 3 dneh. Pa koliko ta postopek more hitro iti, more prednostno iti, pa zastojen. Torej, tudi dokumentacija, ki jo vsi ostali morajo poslati temu zdravniku, ko temu odloča, mora poslati zastojen, za druge ne. To se pravi, v državi, ki imaš 150.000 ljudi, brez osebnega zdravnika, umaknite vsi, pride eutanazija, na to bomo pa prednostno delali. A niso te prioritete te vlade tako na glavo obrnjene? In paliativa sploh ni dokončno razvita. Pač nimamo vsega razvita, ampak paliativa se razvija. Imamo mobilne time, ki hodijo do doma, pomagajo ljudem. Stvar ni perfektna še. Še česa drugega nimamo perfektno urejeno, pa se trudimo. In namesto, da bi ves trud vložili v to, da bojo ljudje imeli dostojen proces umiranja, zato ker umiranje je en del življenja, seveda, in ko pride do neozdravljive bolezni, s tem se je treba realno soočiti, ampak dostojanstveno. Ta del je izjemno pomemben in tukaj smo boljši, kot smo bili, nismo pa še čisto tam. To je treba izboljšati. Ljudem je treba ponuditi možnosti, da življenje izboljšujo, ne pa da za smrt, a to pa dobiš takoj. Če rabiš psihiatra za živeti, ga čakaš pol leta, če ga rabiš za umreti, pa v 3 dneh. Jaz sem se zataknila pri ugovoru vesti. Mi je bila dobra ideja vaša. Sam dvomim, da bi prišel do konca, ker želel bi pomagati pacientu, mogoče bi mu hotel tudi sugerirati, pa ste vi dobro premislili, ampak ste že v prekršku. Ne smeste v ničemer vplivati na njegovo odločitev. Verjetno bi drugače to smatrali, če bi ga priganjal oziroma če bi mu prigovarjal, drugače pa morate spoštovati njegovo avtonomijo, tako piše v zakonu. To je ena stvar. Imam slab spomin, tako da vam bom na tole hiter. Tudi piše, da sem mu dolžen razložiti ostale možnosti zdravljenja paliative in vse ostale skozi to razlaga in pač poveš, da druge stvari so boljše. To ni samo prepričanje, to je logika. Tukaj je, mislim, da je resna možnost, da se ljudem pač pove, kaj je vse poleg tega. Če imaš pogovor vesti, te takoj umaknejo in niti ne moreš pomagati. Dobro, recimo, zdaj ste mu dal nasvete, ste ga seznanil z ostalimi zadevami, gremo dalje. Potle pa prej ali slej, če vse te korake opravite, tako kot je postopek predpisan, pridete pa do zadnjega koraka. Pripraviti zadevo za samomor. Glede na to, da imamo veliko gledalcev, tudi kje drugje, bomo rekli, da obstaja veliko načinov, kako stvar bojkotirati. No, mislim, gledam z tega vidika... O detajlih pa... Ne zato, ampak kot nekdo, ki na koncu uvesti, recimo, ne moreš ti pripraviti pri pomočku, da bo nekdo sam stisnil in knofek. Po moje bi takrat zdravnik ali bi ugovarjal uvesti ali bi zadevo sprožil, ker zadeve ne moreš uvesti, sprožiti se odpoveš in potem smo spet na začetku, ker ne moreš ti sodelovati v tem postopku in potem niste nič pomagal, če tako gledamo, ne? Človeku ste dali več časa, da o stvarih razmisli. Jaz mislim, da je to, in v tem času se lahko paliativna oskrba še bolj dela. Jaz mislim, da je cilj vseh nas zdravnikov, da poskušamo ljudem dati kvalitetno življenje in kvalitetne storitve, dokler to življenje je. In jaz mislim, da je tudi moja moralna dolžnost kot zdravnik, da tudi če je zakon sprejet, da ga poskušamo ustaviti,
da bom pisal naslednjemu ministru za zdravje, čez par mesecev upam, da bo drug minister za zdravje, da to stvar ustavi. Da delamo naprej. Jaz mislim, da tudi, če zakon velja, to ne pomeni, da moja moralna dolžnost ugaša. Sploh ne. Jaz mislim, da je naš boj se začenja. To se spet nanaša, zmeraj smo tam, se vrtimo v tistem krogu, možnost zlorabe, kako zagotoviti varnost. Komisija za medicinske etiko opozarja, da je vsak zakon mogoče zlorabiti. Vprašanje je, ali se predvideni postopki, to smo že govorili, ta mnenja zdravnikov, res dovolj trdni, da preprečijo napake ali manipulacije. Ja, zato smo proti temu, ne, sej verjetno vsak od nas bi v kakšnem primeru tudi bil morda naklonjen kakšni obliki evtanazije, ko gre za res hude situacije. Problem je prav ta, ne, da zgled drugih držav nas uči, pa ne samo na tem področju, na področju vseh teh zakonov liberalnih, ki prihajajo na dan, ne, da se potem ta indikacija kar širi. Ne. Recimo, jaz delam na področju odvisnosti. Ne. Prejšnji teden je prišel en fant le z Nove Gorice, reči, dajte mi predpisati kanabis, ker me vse boli. Ja, čakaj malo, sem rekel, ni to mogoče, ne, ja, ma vse smo naredili referendum, ne, sem rekel, nimamo še nobenih indikacij, kako, hoče reči, da se stvar širi in verjetno v doglednem času bo ta človek lahko dobil kanabis na recept, ne, jaz mislim, to je bil tudi cilj zakona. Po tej poti, čeprav je bilo rečeno, da ne, nikdar 4 rastlince doma, ne, in vse mogoče stvari. Veste, ljudje smo narejeni tako, da pač te zakone potem interpretiramo, ne, kot se reče, ne, da politiki za prijatelje zakone interpretirajo, za nasprotnike jih pa aplicirajo. Ne. Dobro, problem je ta, ne, da kdo bo potem kontroliral, da ne bo stvar postala masovna, ne. Zdaj tukaj govorimo tudi o zgodovinskih zgledih, smo imeli že marsikatere izkušnje, ne, tako zvane eugenetike, ne, ko so politični režimi, totalitarni v preteklosti pravili, ma kaj bomo zdaj tle invalide, ma kaj bomo tle, ne, je hiter korak do takih stvari, ne, če nimamo nekih jasno zarisanih mej. Zato ponavljam, tudi če bi bili morda za nekatere posamezne primere lahko tudi jih sprejemali, zakon, tako kot je zapisan, pa ne samo v Sloveniji, veste, to slovenski zakon je, kolikor sem jaz malo bral v zadnjih dneh, je približno podoben holandskemu, ne, ki je med najbolj, kako bi rekel, liberalnimi, ne. Recimo v Italiji obstaja že danes možnost zdravniško asistiranega suicida, ne. Morajo biti 4 pogoji, ne, se so isti 4 pogoji, ki so tudi v Sloveniji, ne, to se pravi kronična neozdravljiva bolezen, velikansko trpljenje, vezanost na neke stroje, na neke terapije, ki brez njih ne moremo, in obupanost, ne, da pač ni nobene rešitve. V Italiji, ne vem, če ste sledili, je bil pred par meseci ena tržaška Slovenka Martina Opelji, morda ste videli v tisku, ne, vse je bilo po vseh časopisih, nobene skrivnosti, ne, ona je imela multiplo sklerozo in je prosila za evtanazijo, za medical assisted suicide, ne. Samo ona je bila sicer priklenjena na voziček, ampak če ste jo videli tako, jaz jo nisem sicer osebno nikoli videl, sem jo videl po televiziji, je bila v redu, je lepo govorila, tako, to je ena prijetna ženska, tako da ji niso nikoli tega odobrili, ne. Ona je večkrat vprašala
In potem je šla v Švico in naredila tam v eni privatni kliniki evtanazijo. Preden je umrla, je tožila komisijo, ki ji ni dala možnosti, da bi ta samomor naredila v Italiji. Ne? Ker medical assisted suicide, poznate, ne, mora si sam ubrizgniti strup, ne, mu ga nekdo pripravi, on ga ubrizgne, ne, to se pravi tako lep način, da rečemo zdravniško oskrbovan samomor. Dober večer vsem. No, torej, ta zakon že na mene slabo deluje. Že v starejših letih, ne, in jaz bom že zdaj poslušal svoje otroka po vnuku, da mi nas slučajno namignejo, da ne bom mogel reči, da se bom vzel življenje. Torej, se mi zdi, da ta zakon bo izredno posegel v družinske odnose, ne. Povrhu tega pa bi že sama država, glede na to, da imamo mi v ustavi napisano, da je življenje nedotakljivo, tak zakon bi nas mogel preti niti na mizo oziroma o njem bi nas moglo niti besede govoriti. Ker tu se mi zdi, da ko se začne govoriti, je zadeva končana. Jaz sem rekel eni blagajničarki, ki je rekla, ja, ma veš, koliko soldo jaz pa mislim. Sem rekel, če boš ti mislila, kako bi prišla ti do denarja, si že pogubljena. Tako. Denar je za tebe tam nek objekt, kot kamen na cesti, ne, ki veš, da tisti kamen zasluži kot makadam ali karkoli. Ne. Torej, to je moje mišljenje. Jaz, lahko nekaj, mislim, se popolnoma strinjam z vami. Jaz mislim, da družbe, ki so to unesle in imajo veliko, ti zakoni so slabi pa vso, da ne pomote, ampak so precej civilizirane družbe. Nizozemci so zelo civilizirani ljudje, Kanadčani in tako dalje. Mi smo pa družba, ki smo šli skozi marsikaj v zadnjem stoletju in mi nismo čisto zdrava družba. Mi še vedno imamo tukaj blizu vas en napis na nekem hribu, ki mene kot argentinskega Slovenca, mene presune. Mi imamo 600 umorišč spodaj, ne? Mislim, imamo ljudi, ki še danes rečejo, ne, še premalo smo jih. Imamo privilegije na drugi strani, pa imamo in kupenih zakonov. Poglejte, kaj se pogovarjajo v državnem zboru, ne samo ta zakon, vsi zakoni te vlade. Vsi te zakoni te vlade so ena taka kontinuirana 4-letna driska. Vse, kar so oni delali, katerokoli stroko, ne mene poslušati, ampak poglejte katerokoli zakon, ki se ga je ta vlada lotila, se je tista stroka, ali so bili to veterinari, so bili kmetje, so bili lovci, so bili ekonomisti, levi ekonomisti, pa davčni, kaj bi tajnikar, pa Mramor, skratka, levi ekonomisti so prosili vlado, naj se ne lotijo davčnih sprememb. Kaj so pa na vladi rekli? Ne, mi bomo zato, ker bomo. To se pravi in desni, in levi, in cela država jih prosi, sam domov pejte, vam damo plačo, sam zdržite do konca mandata, mislim, pote do konca mandata, da ima nehite škodo delati. Zakon o zdravstveni dejavnosti, mi še vedno stavkamo, zdravniki še vedno stavkamo, bo zdaj 2 leti. Stavka se ne pozna, zato ker ko smo začeli stavkati, smo rekli, zdaj bomo pa zaostrili, pa bojo spregledali. Niso. In je prišel trenutek, ko bi se ta stavka začela pozdrati na zdravju naših pacientov, smo mi rekli, ja, tega se pa ne gremo, ne. Golob je bil lepo pripravljen, da bi bile žrtve. Se vidimo zdaj v Novem mestu, ne. Žrtev ne bojo toliko. Ampak zakon o zdravstveni dejavnosti, vsaka stvar, ki se jo ta vlada loti, poslabša, kaj bi tisti kralj, ki se dotaknejo vse v zlato. Tista zgodba o nekem kralju, česar se je dotaknil, se je spremenil v zlato. Midas, po špansko. Midas, ne, po špansko je Midas, pa ne vem, če po slovensko isto. No, globi kontra. Vse, kar je zlato, se je dotaknil nič. In ta zakon je še eden v tej seriji stvari, kjer stroka ni upoštevana, pravzaprav pri stroki ne samo, da ni upoštevana, ampak se gre kontra stroki.
Imate, ni tako, da 3 zdravniki smo zelo proti in smo glasni, ne, 3 zdravniki so za ta zakon, vsi ostali smo proti, nas je koliko 8.000 zdravnikov. Jaz ne vidim društvo zdravnikov za evtanazijo, so pa ne 4 proti. Vem, da je zdravniška zbornica in tako dalje. Kratka, gre za še en slab zakon, ki bo uničil osebne odnose, kot gospod pravi, ne, domače, odnos med zdravnikom in pacientov, odnos človeka samim seboj, ampak pomislite, če za trenutek lahko zaidem iz te teme, bistvo neke skrajne levice, bistvo nekega komunizma je dekonstrukcija človeka. Kaj želi komunizem druge, kot pa človeka osamljenega, da ga lahko vodiš? Zato so vedno sovražili skupnosti, so verske skupnosti bile, ali nacionalne skupnosti, ali pa regionalne, karkoli je bilo, kjer so bile vezi med ljudmi, družine, ki jih režim ni kontroliral, so šli sekati. In kaj je bolj osnovnega, kot imaš človeka samega, ki začne dvomiti vase? Isto, zdaj se ljudje sprašujejo, kjer ga spola so. Do te mere gre za neko dekonstrukcijo nekega človeka, ki je potem prazen. Prazen, ta človek nima več duše, je razklan. In ta zakon bo razklal človeka, ki je mogoče v dvomih, zdaj bo pa še bolj. Skratka, in če nič od tega se vaši sogovorniki ne strinjajo, če vseeno rečejo, jaz pa hočem, in pa pokažite, koliko teh členov tega zakona je preprosto ali protiustavnih, ali tako odprti za zlorabo, da jaz se tega čez metlo ne dotaknem. Ja, to je po celem svetu problem. To je neka tako zvana napredna, liberalna politika, ki ni samo slovenska, ne, ki vidi svoje poslanstvo v tem, da nek individualizem tudi v zakone postavlja. Vsak dela, kar hoče, svoboda človeka je totalna, ne stojimo ga omejevati, ne. Na drugi strani je pa druga polovica sveta, ki je malo bolj konzervativna, ki jo oni imenujejo kmetavzari, nazadnjaški, ne vem kaj, in tako podobno, ne, ki pa poudarja vrednote, ki poudarja nalogo politika je, da usmerja narod, ne da piše zakone po želji ljudi, ne. Ljudje si želijo drogo, napišemo zakon, da se bojo drogirali, ko bojo teli. Ljudje si želijo evtanazijo, napišemo ne. Mi, država, po moje, ima nalogo, da usmerja ljudi, da varuje njihovo dostojanstvo, njihovo zdravje in podobno. Tukaj bi lahko še in še zgledov povedali, kjer država, ma ne samo Slovenija, popolnoma zataji in sledi tej najlažji poti, da pač uzakoni nekatere stvari, ki jih potem posledice bomo pa videli, ne, kot pravi. Kaj bo z nami, ne, kaj bo z nami. Jaz sem vaših let, verjetno, tudi mene skrbi. Jaz bi samo nekaj dodal tukaj, ker mogoče je pa kdo res tok liberalen. Jaz bi nekaj govoril o nazadnjaških pa o progresivnih, ker to ni res. Ne? To so si oni izmislili, da so oni progresivni, zato ker se lepo sliši. In oni so se izmislili, da mi nismo, zato ker se za njih to dobro sliši. To je pač treba nehati. Moramo mi razumeti, da moramo mi nehati o tem govoriti. Ne? Oni niso nič progresivni, ker ne gre naprej, gre nazaj. In tudi liberalci niso, ker to ni nobena svoboda. In če pa je nekdo, ki bolj svobodno razmišlja v smislu, da on bi pa sabo počel in se noče vtikati v odločitve drugih. Spoštujem, v redu, ampak ti zakoni, ki jih sprejemajo, se zelo tikajo drugih ljudi. Ko se pogovarjamo o tem, da bo razklal odnose v družini, torej, tudi če se jaz sam odločim, če sem jaz v nekem samotnem otoku, pa se odločim za samomor, na nobenega ne vplivam. In takrat je še najbolj sprejemljivo, da bi mogoče bi pa mu dal prav. Ampak tukaj nismo na nekem samotnem otoku, ne? Imamo družine, imamo sosede, nismo sami in če nimamo nikogar in smo sami, še vedno imamo našo skupnost, ki reagira na to dogajanje, ki se sproži razmislek. Skratka, tudi za najbolj liberalno razmišljajočega človeka nismo otoki.
nismo otok in to vpliva tudi na druge. Tako da tudi, če ima nekdo tako stališče, mislim, da je protiargument ravno toliko vreden, da se spoštuje njegovo mnenje, ampak ta stvar bi toliko vplivala na druge negativno, da je treba veliko razmisliti. Sprememba družbene naracije o življenju in smrti. Se pravi, sprejetje zakona lahko spremeni način, kako kot družba gledamo na starost, kot smo že govorili, ne? Bolezen in trpljenje, ali bomo še znali negovati sočutje, potrpežljivost in podporo, ali bomo raje izbrali hitri izhod. Jaz mislim, da je že opcija me vznemirja. Že to, da lahko o tem odločam, me vznemirja. Če ne rabim o tem razmišljati, veste, imam podoben problem v zdravstvu, to je cepljenje proti gripi. Zdaj pač kot infektolog seveda se ukvarjam z gripo pa s covidom v teh zimskih mesecih in ljudje se kar ne cepijo proti gripi. Cepite se proti gripi, prosim. In v domovih upokojencev, tam največ bi se mogli cepiti proti gripi. Stanovalci, zato ker če so skupaj, nekdo zboli, to je k ogenj. Imamo mi tam 10 do 20% ljudi nam tudi umre zaradi tega, ne? To ni hec. Ne vem, da smo vsi siti COVID, jaz sem tudi sit COVID, veste, znam še kaj drugega v življenju početke pa COVID gledati. Ampak 3 leta sem samo to gledal. Skratka, ampak da pa ljudje zaradi tega umirajo je dejstvo. No in potem mi gremo cepiti po domovih tam pri nas na Štajerskem in srečam veliko ljudi, ki rečejo, ne, pa ne. In to v redu, še reči v redu, to je vaša odločitev, ker ščitite sebe. Zaposleni se ne cepijo. In negovalka zanj reče, je že 40 let nisem cepila. Ja, Madonna. To je tako, da bi mi nekdo rekel, pardon za analogijo, ampak je že 40 let seksam brez kondoma. Zdaj bi tako naokrog, a veste, ja, pa če ponosni so na to. Skratka, zaposleni so tisti, ki varujejo stanovalce, ker greš od enega pa do drugega, pa do tretjega, do četrtega in ti mogoče ne zboliš, ampak boš pač v zraku, ti neka mlada negovalka ne bo tega čutila, ne, ampak prenaša pa. Ne, bo pa mogoče tista gospa, ki je prinesla kosilo, čez par tednov umrla čez, ne vem, vas gospod z nožem zabodem, boste vedeli, ja, jaz sem ga, ker držim noža, ne. Če pa jaz kihnem vate, kako veš, da sem te jaz okužil, ubil? Jaz velikrat rečem, komu od teh zaposlenih, koliko veliko je to vaše pokopališče, koliko ljudi na pokopališču zaradi vas. Ne. In tukaj nekaj podobnega gre za to, da koliko škode bomo še naredili. Jaz upam, da bomo toliko preseb, da bomo se vrnili k tistemu, kar je osnova zdravniškega poklica, primum non nocere, najprej ne škoduj. Ja, upam, da ta debata v Sloveniji, da ni samo tako neko tako korporativistično gibanje zdravnikov proti nečemu, da bi bilo tudi ena prilika za neko malo večjo humanizacijo, ne? Ker protistrup evtanaziji je sočutje, razumevanje, bližina pacientu, razumevanje njegovih bolečin, isto velja za družinske člane tega pacienta. To je to, žal, ne samo v Sloveniji, veste, medicina je zelo revna na tem področju v zadnjem času, ne, čakalne liste, ne, čakalne vrste, že sama čakalna vrsta, ne, mene nekaj boli, pa mi rečejo, čez 6 mesecev, to ni mogoče, ne, moram dobiti v par dneh odgovor na moje trpljenje, ne, tudi če je namišljeno moje trpljenje, jaz moram dobiti nek odgovor. To je pravi, da bi morali res ne samo politiki in upravitelji, ne samo splošna populacija, ampak tudi zdravstveno osebje, zdravniki in medicinske sestre si tudi kakšenkrat malo
o teh stvareh sprašati. Bi se morali sami sprašati, ne, koliko smo pripravljeni pacijentu posvetiti časa, ne, ali pa na hitro rešiti to stvar z eno injekcijo. Ne. Mi smo, recimo prav Slovenci, smo svetovni prvaki v vseh neumnostih. Ne. Mislim, da je samo še eno izmed orodij evtanazija za uničenje človeka, ali družina, ali naroda, ali kogar, mislim, v glavnem populacija, ki bi rabili več rodnosti, več življenja, ne, to pa ponuja smrt. In recimo prav za vsako življenjsko obdobje imamo pri nas urejeno za uničenje. Od, bi rekel, spočetja do, bi rekel, ko se že reče, kontracepcije. Mislim, pol je ta, kako se že reče, droga. Pol je, mislim, popolnoma za vsako življenjsko obdobje imamo in do smrti, evtanazija pa še ni konc. Pol je treba pa še človeka zakuriti, ga zmleti in da ne bi slučajno pepel ostal, je treba pol pa še raztrositi nekam, da niti spomina človek nima svečko, ki je pržati. Mislim, da je ena taka kultura totalnega uničenja pri nas. In tudi evtanazija, mislim, da je samo eno izmed orodij tega zla, ko je od zadaj. Kaj mislite na to? Ni samo slovenski problem, veste, to je problem po celem svetu. Ne bomo Slovenci reševali tega problema, ampak prav je pa, da povemo svoje mnenje. Jaz mislim, da jaz nisem absolutno pristaš Trumpa, ampak priznam, da je en del sveta, ki pač, in to je polovico ljudi v Združenih državah, to ni malo, ki da mu da njemu prav, ker zagovarja neke nove, dobro, potem imamo 100 argumentov, ko on sam ni dosti verjeten v svojih izjavah, ampak da tisti del volivcev, tisti del slovenskega prebivalstva, ki razmišlja malo drugače, kot je gospod povedal, je prav, da pove svoje mnenje. Svoje mnenje ga lahko pove na volitvah, ga lahko pove na referendumu, ga pove marsikaj, ker tukaj verjetno vsi tisti, ki smo tukaj prisotni, smo proti referendumu. Ne verjamem, da je kdo tukaj, ki je temu naklonjen. Ampak pomembno je, da v svojih družinah, v svojih delovnih okoljih, v debatah, ki jih imamo s prijatelji, da pač te stvari brez sramu povemo, imamo pravico, nismo prav nič nazadnjaški, nismo prav nič kmetavzori, zato ker take stvari zagovarjamo. To je polovico sveta, ki razmišlja na ta način. Ker so šle te liberalne politike predaleč. Recimo moja hči živi v Londonu, otroci grejo v stranišče, ni več pisano, kje so stranišče za fantke in za punčke, je eno samo stranišče, da ja ne bo prišlo do kakšne diske. Zdaj starši se začenjajo temu upirati, tukaj poslušaj dobro, spoštovanje do tistih tretjega spola, ki recimo obstaja, ampak ne moramo zdaj na ta način te otroke vzgajati v čisto neke nove modele, ki na nje nismo pripravljeni. To je samo en majhen delček, zelo banalen, če hočete. Se pravi, imeti korajžo povedati svoje mnenje. Tukaj je bilo par stvari odprtih. Ta zadnja je bilo tole glede spola, mislim, spola sta dva, ostalo je patologija. Jaz mislim, da je zelo lepo in jasno biologija svoje povedala. Zdaj, ali si nekdo počuti, pa vam povem, imam eno mrzlo sestrično, ki je šla v ZDA, zdaj je postala bratranca, in ni, je še vedno sestrična. Ima moško ime, ima hormonsko spremenjeno, ampak še vedno ženska. Poskušam se o tem ne pogovarjati, pač to je moja osebna izkušnja, ampak ne moreš se delati, kot da resnice ni. Ne moreš se delati, kot da resnica je nekaj relativnega. Lahko te kličem po moškem imenu, ampak če me
vprašaš, ali si ženska ali moški, in si še vedno ženska z hormoni moškimi. Ne? In jaz mislim, da neka resnica mora biti, in tudi svet gre počas nekam, ne? Ampak to ohranjanje neke normalnosti, ki postaja vse, ne postaja manj pogosto, ampak tisti, ki o teh stvarih govorijo v medijih, so zelo levi. Glih danes sem poslušal včeraj, da so v času COVID-a naredili anketo na RTV-u in je 50% tistih ljudi, to je bilo 2021, to se pravi, preden je bila depolitizirana, več kot 50% ljudi zaposlenih na RTV-u bi volili levico. To je bilo takrat. Zdaj je verjetno zelo demokratični stop, 10% bi volili levico. Ne? Mislim, hočem reči, jaz mislim, da se vrnem na ta zakon, da mi nismo kot družba zreli za ta pogovor. Kaj šele za odločitev? Za pogovor nismo zreli. Če Nizozemci niso tega, Nizozemci niso imeli komunizma, tudi Kanadčani niso imeli komunizma. Ne. Mi smo imeli 50-letni režim, ki je načrtno razklal to slovensko dušo. Lejte, prehajam iz Argentine, jaz vem, kakšni so Slovenci, ki nimajo komunizma. Ta naša družba, pa študiral sem v ZDA, poznam Slovence v ZDA, bil sem v Avstraliji nekajkrat, poznam Slovence v Avstraliji. Vsi smo si podobni v tem, da smo si različni od Slovencev v domovini, od večine Slovencev v domovini. Zakaj? Mi nismo rabili skozi komunizem. Mi lahko določene stvari povemo brez težav, kolikrat so mi tukaj rekli, koliko si pa ti pogumen, kaj sem pa naredil. Saj ni več udbe, saj ni, česa se pa bojimo. Mislim pa, da je ta komunizem toliko, pa ni prava beseda, da je zapacal, ampak toliko ranil to slovensko dušo, da mi ramo generacijo 2, da se pozdravimo. Kaj šele, da začnemo se pogovarjati o tako velikih vprašanjih. Se pa bojim, da bo v tem času se svet toliko spremenil, da smo mi ta trenutek zamudili. Zdaj se v Sloveniji rojeva 17.000 otrok, v naši bolnišnici je 20% albanske narodnosti, približno polovica je takih, ki so starši ne Slovenci, in brez kakšne sodbe o tem, ali kaj si mislimo o tem, polovica otrok, ki se rojeva, ni naše krvi, oziroma ne deli teh naših dolgoletnih vrednot, tudi ne deli teh razprtij druge svetovne vojne, ampak je drugačnih. Čez 20, 30, 40 let bo ta naša država toliko drugačna, da bomo imeli izzive, ki jih nismo imeli. Zdaj, nam je logično, da sta WC za moške pa za ženske. Nam je logično, da v WC-jih ni unih zatuširanje, ki ga muslimani uporabljajo zato, da se umijejo, zato, da lahko molijo. V njihovih državah je to normalno. Skratka, koliko enih stvari se bomo mogli mi začeti ali prilagajati, ali se bo začele dogajati, ki se nam zdijo nesprejemljive, ampak mi nimamo revnih sosesk, pa bogatih sosesk. Prihajamo iz Argentine, v Argentini imate bogate soseske, pa revne soseske. Zakaj? Zato, če si v eni soseski, ne moramo vsi skupaj živeti, ker smo preveč različni. Imate nekoga, ki je, recimo, da imate romsko naselje zraven, lejte, jaz bi se izselil. Čist brez enih politično korektnih, jaz bi se izselil tam. Zdaj, mi bomo začeli dobivati bolj bogate, pa bolj revne konce. Kdo bo hodil tam živeti, ki so pa, ne vem, eni iz Saudske Arabije, pa iz Kazahstana, pa tam jih je ne vem koliko, pa imajo svoje stvari, jaz nočem, jaz pa hočem bolj. Včasih smo se pred Turki umikali v hribe. Nekaj podobnega se dogaja, da se bo naš narod, oziroma ta naš prostor zelo predrugačil. In mislim, da nimamo dovolj razvitih elementov državnosti, dovolj zrelih elementov državnosti, da bi se zoprstavili spremembam. Nemca ne boš spremenil, Nemcu ne boš spremenil države. Čeprav so kar z hudimi, greste v Avstrijo, Avstric ve, da je Avstric. Mi pa še ne vemo, kje je konc Primorske. Ali ima pol notranske, ali je nima. In Italija isto. Italija bo ostala Italija, ker je taka že 2000 let. Mi pa smo bili razpršeni pod različnimi državami in sami niti točno ne vemo osnovnih stvari o sebi. In potem take vprašanja o življenju in smrti, kot je eutanazija ali pa ta pomoč pri samomoru,
Jaz mislim, da še nismo zreli. Se počujem, sem bil predolg, ampak Jaz bi samo še eno vprašanje, kako mladim razložiti pač to pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Kako mladim, koliko mladim? ne vem, tja do 25 recimo. Ne vem. Slabo. Ne, saj ne, karikiram, se pravičujem. Jaz mislim, da je mlada generacija okrog 20-25 let veliko bolj informirana, kot je bila recimo moja ali pa prej. Veliko bere, tudi ta TikTok, tudi Instagram, pa te Facebook, te stvari, ki jih včasih ni bilo, zelo vestno spremljajo in znajo najti informacije, ki jih hočejo. Tukaj je skrajna levica izjemno prodorna in zato prve ideje, ki jih dobivajo, so leve. Potem je pa pogovor z vami, ali pa niti ne prepričevanje z vaše strani, ampak samo tak je, mislim, mu pokažeš, kako svet deluje in so veliko bolj dojemljivi, tudi veliko bolj konzervativni, kot so včasih bili. Ta generacija, kolikor imam iz informacij, kolikor se pogovarjamo, so veliko bolj dojemljivi. Mislim, da zelo radi rečem, mladine, in tudi jaz to velikokrat rečem, ampak jih malo podcenjujemo. Mislim, da samo z jasnim kazanjem, kakšne so stvari tega zakona, razumejo, da tukaj je možnost toliko za zlorabe, da bo rekel, da ne. Ne vem, kaj. Ja, se mi zdi, da obstaja tudi med mladimi to, mi imamo ogromno mladih, ki razmišljajo verjetno podobno kot mi, ne. Lani je bilo, letos, poletje je bilo 1 milijon mladih tam pri papežu, ki je si svetovni dan, ne vem, mladih ali kaj je bilo, 1 milijon. To je 1 milijon ljudi, ki verjetno razmišlja pozitivno, mislim pozitivno z našega vidika, ne. To se pravi, če greš tako vpraševati po cesti ljudi, verjetno kaj mislijo o eutanaziji, si predstavlja, da bomo dobili precej take odgovore liberalne, ne, v liberalnem smislu, ampak obstaja ena cela druga skupina mladih, ki, kot pravi kolega tukaj, razmišlja, se zbira o tem, da morda so tudi ne prav 100% proti v tem argumentu, ampak mislim, da tudi med mladimi se širijo neke vrednote, seveda na njihov način, ne, in v zelo malo tako bolj zaprtih krogih, ne, imajo oni svoje kanale informacije. Ja, hvala. Če bi se navezal na Avtona tudi. Meni se zdi, da življenje ni več sveto. Od spočetja do smrti. Če govorimo o svetosti, izhajamo iz odnosa do Boga. Pač mi nimamo težav, smo verni in nekako smo zrasli v tem okolju. Zdaj, mladi, ki so nekako, recimo, gospod Potoček se je naslonil na družbo slovensko, pač mi smo šli skozi socializem. So šli tudi drugi narodi skozi socializem, od Poljske dol do Bulgarije. Tam so bili bolj zasedeni. Zdi, da mi, slovenska družba, smo pa komunizem res bolj prevzeli, smo ga tudi bolj živeli, oziroma smo imeli svoje ideologe in tam je bil nekako usiljen od Poljske do Madžarske so strani Sovjetske zveze, medtem ko mi smo bili pa ideologi in spreminja družbo, to se je spreminjalo in to se nam pozna. Smo imeli tudi know-how ali pa v bistvu svojo identiteto tega socializma, ki so ga vzpostavljali in so predrugačili narod. Pravi, v tem smislu, da smo se še bolj oddaljili od Boga. Če govorimo o svetosti življenja, in tudi zdaj prihaja Slavoj Žižek, ne, v Novo Gorico, ne, on bo se z nekim krščanstvom on obračuna 4. stoletje. Mi smo že pa se. Če govori, tu je problem staršev, kadar se ti pogovarjaš s svojimi otroki, kako je mu predstaviti na sodoben način
odnos do Boga ali pa da je treba izhajati iz Boga. Če govoriš o svetosti, zmeraj je Bog, ima že humanizem, že renesansa se je začela oddaljiti od Boga. Že humanizem je v bistvu osredotočenost na človeka, ne več kot skolastika, ki je učila, da je vse od Boga, oblast je od Boga. Skolastika je bila tista, ki je rekla, od Boga prihaja vse, tudi življenje. Mi smo pa prišli s humanizmom, ta humanizem se je preoblikoval v nek individualizem, se stalno oddaljujemo vsemi temi dejansko rešitvami. Ne? Splav je rešitev za neželjeno nosečnost. Ta umor je rešitev za dolgotrajno bolečino ali pa dolgotrajno zdravljenje. Mamilo je rešitev za žalost v mladosti. Si vzameš mamilo in ja, v bistvu to so take hitre rešitve, ki ne slonijo na Bogu. Ne? In mi, bolj ko se oddaljujemo kot družba od Boga, od krščanstva, več imamo teh izzivov, več imamo teh, ko se mi zdi, izzivov, ja, kako reševati in to je težko predstaviti mlademu človeku. Mlademu človeku moraš nekako plastično predstaviti, da razume. In se mi zdi, da kot družba se bomo mogli vrniti malo bolj krščanstvo. Ne, se mi zdi, da nihče pa noče govoriti o Bogu. Nihče noče v politiki sploh ne existe, ne obstaja Bog ali pa ni moderno. To ni, ker smo kao tudi ta pragmatizem politični, moraš biti za vse, ne smeš se izpostaviti, moraš biti gladek, čim manj vohalov. Mislim, tako. Če smem, odprl si 10 fenomenalnih tem, bom probal se zelo omejiti, to, kar si na začetku rekel, res, pač Poljska, Češka, oni so imeli sovjetske tanke, ne, pa pol žensk posiljenih, ne, pa v našem Prekmurju je bilo tako, samo Prekmurju, kar je daleč, ne, in pri nas je bil konc vojne zelo s to notranjo revolucijo in se jo dojema kot eno, ne, ampak pustimo to, mislim, da je tukaj res, kar si rekel, razlog. Druga stvar pa mislim, da je zelo pomemben pogovor za Novo Slovenijo kot stranko in to je, da mi nismo krščanska stranka. Mi smo krščansko-demokratska stranka. Zakaj je tukaj razlika? Zato, ker krščanstvo ima svojega šefa v nadškofu. Torej, nadškof je šef kristjanov. Vrtovec je pa šef krščanskih demokratov. In to moramo ločiti. Dokler nekaj kristjanov je krščanskih demokratov, nekaj kristjanov je v drugih strankah. Nekaj krščanskih demokratov je kristjanov, nekaj krščanskih demokratov ni kristjanov. In ko mi to mešamo, potem vsakič, ko Nova Slovenija naredi nekaj narobe, jih bo slišal nadškof, vsakič, ko nadškof nekaj narobe naredi, jih mora slišati vrtovec. Tukaj imamo v stranki različne poglede, ne, to se pravi, ni moj zveličaven, ampak to, da mi nismo konfesionalna stranka, mi o Bogu ne bomo govorili. Naša krščanska demokracija, vem, da si dobro podkovana v zgodovini, izhaja iz krščanskega socialnega nauka. Mi govorimo o tem, da je ekonomija recimo urejena na način, kot izhaja iz socialnega nauka cerkve. Takrat se je tako živelo, ko je to nastalo in je nastala neka družbena ureditev, ki jo je cerkev zapisala na način, da se je dalo znosno v tem prostoru živeti. In ko govorimo o krščanskih vrednotah, ja, jih imamo. Krščanske vrednote so recimo, da mi nimamo mnogoženstva. Druge države, ki nimajo krščanskih vrednot, imajo mnogoženstvo. Recimo, ali pa, če žena užali moža, jo mora ubiti. Pri nas je življenje prva vrednota, tako da tudi če te nekdo smrtno užali, se ga ne dotakneš. To so naše krščanske vrednote, ali si kristjan, ali si musliman, ali si karkoli. V Sloveniji je ustava narejena, človekovo življenje nedotakljivo. To so krščanske vrednote. In mi vsi, tudi nekdo, ki ni veren, živi krščanske vrednote. Hočeš ali nočeš, zato ker je taka naša ureditev. In krščanska demokracija je politična entiteta, ki črpa iz teh vrednot za urejanje družbe. Mi smo recimo levičari, skrajni levičari, bojo za centralizem, oni so za komunizem. Ena partija, eno vse. Mi pa verjamemo v razvoj talentov.
Ne? In to se pravi, tisti talenti, ki jih moraš razvijati. Kako razvijaš talente? Tako, da jih prakticiraš, jih delaš. To se pravi, hočemo, da ljudje odločajo o svojih stvareh. Zato smo v Novi Sloveniji proti višanjem davkov, zato ker višji davko pomeni, da država upravlja s svojim denarjem, nižji davki pomeni, da ti upravljaš s svojim denarjem. To se pravi, če ti upravljaš s svojim denarjem, odločaš o sebi in skozi odločanje o sebi krepiš svoje talente. In to je v bistvu krščanske demokracije. Da v vsakdanje življenje naše postulate, naše vrednote spravljamo v neke ukrepe, to se pravi otipljive ukrepe. Zdaj, kar je filozofska podstat, izhaja iz cerkvenega nauka, jasno, danes pa mi nismo glasniki cerkve ali katerekoli verske skupnosti, tako kot cerkev ni kriva za nas. Mislim, to lahko imamo pogovor, mislimo različni ljudje drugače, tako da ne vzeti mene kot suho zlato, mislim pa, da je krščanska demokracija to in malo smo spet, jaz sem zašel, se opravičujem, ampak mislim, da take pogovore mi med seboj moramo imeti. Tudi, če se ne strinjamo, prosim, naj dvigne kdo roko in dajmo imeti eno debato. Če ne pa zdaj pa polo kakšen kozarcev. Smo prišli do konca. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni zgolj pravni akt, je ogledalo naše družbe in zrelosti. Vprašanje ni le, ali dovolimo pomoč pri končanju življenja, temveč kako to storimo, zakaj in s kakšnimi posledicami. Dragoceno življenja se ne meri le v trenutkih zdravja, temveč tudi v načinu, kako skrbimo za najranljivejše med nami. Dragi zbrani, današnji večer je bil prežet z mislijo, ki presega vsak dan. O dragocenosti življenja, o odgovornosti, ki jo nosimo drug do drugega in o moči besed, ki zdravim. Iskrena hvala našim gostom, dr. Bernardu Spacapanu in Federiku Potočniku za njuno prisotnost, iskrenost in pogum, da sta z nami delila svoje misli in izkušnje. Njuna beseda je bila dar, ki bo v marsikomu še dolgo odzvanjala. Zdaj... In ob tej priliki bi rada se zahvalila še Otonu in Antonu, ki vedno priskočita na pomoč, da dosti pomagajo.